Torej so del strupene hrane tudi GSO, gensko spremenjeni organizmi, GS rastline in GS živali. Take GSO so pšenice, oljna repca, soja, koruza in bobaž, od živali pa losos. Strokovnjaki so že dokazali, da prehranjevanje z GSO povzroča raka. Kako to, da javnosti ni znana ta grožnja in da že vrsto let v biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani lahko vzgajajo GSO v sodelovanju z ameriškimi institucijami? No, kot prvo, odgovor na zadnji del, torej to, kar se vzgaja pri nas je v laboratoriju, v zaprtem sistemu, tako da tle ni menih tveganj, za kakšen pobeg, kako res jim ne delajo z bakterijami, ti se lahko nevarno. Druga stvar je pa, sistem, kot so ga opeljale te korporacije velike, ki so vse ameriške, temelji na tem, na njihovem dokazu. Torej, oni predložijo FDA v registracijo nek nov patent, nekaj, recimo, transgene soje ali pa bombaža, karkoli tega, in oni predložijo svoje dokaze. In ameriška FDA to upošteva, torej, to je malo drugače, evropska zakonodaja, kajti po evropski zakonodaji ne bi veljalo previdnostno načelo, ki je nažalost več ali manj pozabljeno, ampak še vedno ga lahko uporabljamo, ker še vedno je to napisano. Po tem načelu, ki je bila tako za kemikalije kot za GSO, velja, da je stvar nevarna, dokler ni dokazana, da je nenevarna. Ampak to se je tako izmaličilo, da zdaj moramo mi državljani, ker nimamo niti laboratorijev, niti denarja, da bi plačali raziskave, v bistvu dokazovati, da je nekaj GSO nevarno. Neodvisnih raziskav v svetu je enostavno malo, kajti tukaj je strahoten pritisk korporacij na raziskovalce, ki jim zapira njihov medijski prostor, torej ne pridejo do objav v vrhunskih znanstvenih revijah. Če pa znanstveniki ne morejo objavljati, pa zgodi dar za raziskave. Tako da največja težava v svetu je, da je teh raziskav, ki govorijo o tveganjih ali o nevarnosti GSO, relativno malo, so pa zato toliko bolj tehtne. Kajti danes države nažalost podpirajo veliki kapital, ne podpirajo pa javnega zdravja, pa ne preprečujejo teh tveganj. Ampak glede na to, da je evropska javnost najmanj 75 pa več odstotkih, so le razne raziskave javnega mnenja v Evropi narejene, ostro nasprotuje GSO, je ta peklenska naveza med Evropo in Ameriko, ki deluje preko korporacij, korporativnih lobistov, zdaj naredila neko, bi rekel, pravno telovadbo, da ker ameriške korporacije niso mogle zlomiti Evrope kot monolitni blok zaradi tega kolektivnega nasprotovanja javnosti, Bruselj ni tvegal dovoljenja za uvoz pa za uporabo transgenih rastlin v kultivaciji hrane, je zdaj prišlo do kompromisa, ki je zelo nevaren. Torej, vsaka država ne bi se sama zase odločala, ali sprejme GSO na svoj teritorij ali ne. To pa pomeni, da je s tem vojaška logika vzpostavljena. Če ne moraš ti eno divizijo razbiti kot monolit, jo razbiješ na bataljone pa načete, potem vsako četo s koncentriranim udarom uničeš. Torej, moramo zdaj biti bolj pozorni v slovenskem prostoru, čeprav imamo zakon, ki je dovolj omejevalen za ta pritisk, vidimo, kaj se s politiko dogaja, lahko pride čez noč do sprejema zakonodaje. Tako da tukaj moramo biti zelo pozorni, kaj se dogaja v tem prostoru in vsak korak korporacij bo spremljati. No in ravno zdaj letos se je zgodila ena taka, oni pravijo, napaka uradnikov, da so spustili tekst o prepovedi setve teh GSO rastlin v Sloveniji. Zdaj me zanima, je to res samo naključna napaka? In a to pomeni, da z letošnjim letom v Sloveniji dovoljeno sejanje GSO? Ne, mislim, da pri teh spremembah to je ena od pomenov pozornosti. Lahko je pa šlo res ta napaka, lahko je pa šlo pa tudi namenoma te napake. Na vsak način pa ta deklarativna raven ne pomeni dostkrat, ki imamo zakon, ki je tisto, ki regulira na način, kako neka transgena rastlina pride na slovenske njive. In ta je pa dosti zaenkrat restriktiven, tako da moramo bolj pozorni na to, da se zakon ne spremeni.
No, ampak glede na to, da vedno začnejo z nekimi obrobnimi stvarmi, potem pa ključno stvar čisto na koncu spremenijo, se mi zdi to ključno, zato sem pa to tudi v bistvu vprašati, da se razčisti. Ja, v enem pa tudi, to je ta ključni dokaz, da je javnost tako poskočila. Tako. In tako je politika zanikala in priznala kao napako. To vidimo, da je ta pozornost zelo pomembna, torej da smo res čuvaji tega stanja. Super. Kako GSO škodi človeku? To je posebno področje, ki je zelo široko, zdaj da toliko časa nima, bom en segment povedal, torej prvič so vse te transgene operacije, prenos teh genskih paketov, ne, kot oni zagovarjajo, to izjemno natančno in kirurško natančnost cele segmente prenašajo. Enostavno drži več, ko sem že omenil, da genska dogma ne velja, citalna genska dogma. Genom deluje tako, da se nenehno rekombinira celotni set genskega zapisa. Torej ta epigenetski pogled, ki danes v celoti zanika klasično genetiko, ki je bila temelj genske tehnologije, govori o tem, da ta jedrni zapis, torej zapis DNK v jedru celice, deluje zelo analogno kot nek jukebox. In da je glavni kreator življenja pa odziva celice na zunanje okolje, pa odziva organizma na zunanje okolje, membrana celice, ki ima poseben receptorski sistem. No in potem glede na signale, ki prihajajo z okolja, torej okolje tisto, ki modificira ekspresijo genskega zapisa, se potem na določen signal, določena genski paketi aktivirajo. To je razlaga dejstva, da recimo človek ima po rezultatih projekta Človeški genom, Human Genome Project, nekako tam 28 do 30 tisoč genov. In po centralni genski dogmi bi mogli imeti ravno toliko proteinov različnih, kajti en gen in protein je bila ta osnovna dogma. Biokemiki pa poznajo vsaj 250 tisoč različnih proteinov, torej vidimo, da ta dogma že tukaj pada. Ostale dokaze ne bomo zdaj navajali. Torej vidimo, da je vsak okoljski signal v bistvu, kot da bi pritisnili recimo tipko B3 na jukeboxu in se igra točno določeno melodijo. Torej tista večina genskega zapisa, 98-97% noter te mase DNK, je tako imenovana junk DNK, oziroma DNK, za katero niso bili zakvajati not. Samo 2-3% je tisto, kar ne bi kodiralo. In zdaj ta enigma pojasnjena, torej tisto, kar usmerja, ker je nad geni, to je ta epigenetski sistem, ki dejansko realizira zamisli speče v genih, ampak te zamisli so evolucijski spomin življenja na vse 3,5 milijarde let, torej vidimo čist drug koncept. Se pravi, spet še večje tveganje. Spet govorimo v celoti, v neki kompleksnosti, ne pa tako, kot bi znanost rada prikazala na enem genu, na eni... No, to je korporativna znanost. Tako, ja. Kajti akademska znanost je tista, ki je na teh žlahtnih nivojih akademske svobode in raziskav vodila projekt Človeški genom, ker so prišli do teh presenetljivih odkritij, ki so jih razkrili leta 2004 na konferenci v Lyonu. No in do takrat naprej je ta epigenetski pogled dal vzgon v raziskovalni sferi in čeprav velike korporacije, ki favorizirajo gensko tehnologijo, tudi te elite ždijo še vedno na genski dogmi, ker jim to prinaša profit in monopole in nadzor nad prehrano svetovno, znanosti ne može ustaviti. Če znanost odkrije nekaj novega, se bo vse ko prej ta mainstream obrnil v novo smer. Znanstveniki so na srečo še vedno ostali radovedni, čeprav je tudi mami denar. Čeprav so usmerjeni v nekaj... Ja, tisti znanstveniki, ki jih mami denar itak delajo v laboratorijih korporacij, kot plačane prodare duše, to je analogija Goethejev Faust, če podaš dušo hudiču za moč, hudič pride po tvojo dušo. In jaz ne zavidam tem znanstvenikom, so požali svojo dušo hudiču, to pomeni mamom ali denarju, torej ni več to svobodno znanstvenik. Zakaj se dovoli prodaja GSO onesnažene hrane v trgovinah, če pa vemo, da človeku škodi? Tle so te
igre, ne, okrog oznak oziroma deklaracij, ne. Še zdaj se vrtijo neskončna pogajanja, koliko primesi GSO je treba deklarirati, da je noter GSO, ne. Recimo je to 0,1%, kot imajo že Japonci, ali je to 1%, ali je v ZDA, torej je že konc te debate, kajti nobenih označevanj ne bo. Kajti že mali Bush je bil v spregi z velikapitalom korporacij in je zglasoval, torej spravil zakon čez, ne, da vsa GSO hrana popolnoma enakovredna klasičnih konvencionalnih hran. Pa vendar zdaj zahtevajo neke posebej označene izdelke, vsaj začel se je v določenih državah. V Evropski uniji potekajo ta pogajanja, mislim, da še ni končano. Dejstvo je, da se je poprej bo prišlo do deklariranja. Ampak glede na to, da se v Evropi praktično ne proizvaja GSO hrana humanega izvora, je edino tveganje, kar je uvoza iz globalne ravni, je pač prinaša soja, ker je 90% svetovne soje gensko spremenjene in kar je izdelko zovne repce. No, ampak vsem, v Evropi je dovoljen cvetni prah GSO rastlin v medu. Ne? To so sprejeli v Evropskem parlamentu, mislim, da pred letom. Se pravi, ni se nam treba direktno bati GSO hrane, lahko smo pa, oziroma naj bi bili zelo pozorni na primesi GSO, se pravi GSO dodatkov oziroma na GSO nekih sledi v tej hrani. Ne? Glede na to, da vemo, da GSO škoduje človeku, torej le nekako naj bi pazili, da ne pride do tega, da bi uživali te stvari. Te še glavno tveganje so predstavljajo v bistvu bakterije v našem črevesu, zato ker one so izjemni rekombinator genov in zdaj, če mi zaužijemo GSO hrano, ne, torej vse te genske operacije na nivoju delnega zapisa vnašajo noter nek štartni in končni kodon, ne, torej ta segment, ki je genetiki vnašajo neko štartno kodo, da prepoznajo, ali se je to vgradilo ali ne. Ta štartna koda je lahko karkoli, večino je to koda za antibiotike, recimo tetraciklin. In te stvari, ki so umetno vnešene v nek genom nekega živega bitja, ne, to prehaja skozi prebavila, ne, in bakterije živijo v celotnem prebavalnem traktu. In oni so izjemni rekombinatorji genov, torej tudi iz ostankov, na pol ali pa prebavalnih ostankov, dokaj še DNK ni žrtev, ne, pa ni razkorejena strani encimov, lahko neke segmente, ki so nepoškodovane bakterije, vgradijo v svoj genom. Tako da lahko dobimo neko novo bakterijo, nek nov sev, ne, ki lahko celo izjemno patogen. Ne. In tle so največja tveganja, kajti v naravi je bariera vrste, torej ne more se vrste križati med sabo. Razmnoževanje poteka samo znotraj vrste. Genska tehnologija prebija ne samo bariera vrste, prebija tudi bariera med živalnimi rastlinami, med bakterijami in rastlinami, med debri živega sveta. Tako da te rekombinacije so tujki, ne, in bi jih moramo obravnavati kot bitja z drugega planeta. To ni zemeljskega izvora. To, kar je v laboratoriju narejenega nek tujek, katerega se lahko rekombinira skozi bakterijsko floro na karkoli, mi pojma nimamo, kaj iz tega nastane. In zato so ta tveganja tako velika. Ni samo direktni vnos in rak, ne, je še posredno preko bakterij, so verjetno še večja tveganja. Pri teh tveganjih govorijo tudi o samih virusih, kot naprimer ebola, ki lahko pri temu prenosu GSO prehaja v našo telo. Ne vem, če je svet virusov ravno prejem GSO. Verjetno tam delam mutacije na druge načine, ne za transferjem nekih genskih paketov. Če je tudi marsikaj možno, da ste biološko orožje lahko zelo učinkovito, predvsem v dosti poceni. Napram konvencionalnem orožju,
Tako da lahko pričakujemo nadaljne raziskave v tej smeri biološkega orožja. Ja, in tudi danes pri tej distribuciji prehrane je hitro vnesljivo v vsako okolje. Ne? Lahko. Kako se lahko v bistvu GSO izdelkom, ki niso označeni, ognemo, ne? Da se spet vrnemo nazaj na lokalno? Spet je isti recept, kupite lokalno. Naravno, jaz ne vem, zakaj bi hrana, ki pripotovala 10.000 km, ki je polna konzervansov in ki je samo še na prvi pogled podobna hrani, to pa ni več hrana, to je mrtva snov. Mislim, da ljudje nismo mrhovinari, da bi odpadke jedli na tablete, nažalost. Nam to ponujajo. Ja. Se pravi, naša izbira je... Zato to kupujemo, nažalost. Tako, naša izbira je, da izbiramo lokalno, živo, hitro pokrvljivo, kako sem prej rekla. Ne? Kaj bo znala? Tako. Strup tu, strup tam, strup je vse okoli nas vsak dan. To je neka zloženka, ki sem jaz skoval. Lahko bi rekli, da so strupi postali naš vsakdanjik. O strupih v Kranju sva že govorila, je pa še polno drugih, ki nas obkrožajo. Kako je s kozmetiko, čistili, pripravke za osebno nego, šamponi z zobnimi pastami, barvami na oblačilih, plastiko, plastičnimi masami v kuhinjah, spalnicah, pisarnah, avtomobilih. Ne pozabiva še na vodo iz plasten, ki sva omenila prej, pa strupi v okolju v Kranju. Je to nekako morje ali lahko pride do koktejl efekta? Predvsem je tudi problem, da recimo, če gledamo zdaj srednjo Evropo, kamor spadamo, je nekako v uporabi, v tem množični uporabi, okrog 1000 kemikalij, sintetičnih tle. Vsak dan. V večji količini. Drugače, če bi ocenili to številko, je faktor 10.000 kemikalij se je nekaj pojavlja v raznih koncentracijah v tem prostoru. Za slab odstotek teh kemikalij so narejeni testi. Samo. Strašljivo. To je ta umazana igra politike, da je pretvorila v spregi s korporacijami nas v neke poskusne podgane, na katerih kemična industrija eksperimentira. In ravno v tem, ko smo govorila, ko se omenja koktajl, temu pravijo sinergični učinek več kemikalij, ker potem nastanejo kemikalije, ki so nenapovedljive, nepredvidljive, v teh raznih kombinacijah, ker je veliko desetine, pa stotine različnih kemikalij, ki jih mi lahko prejmemo v enem dnevu, živili pa z vodo, lahko nastajajo neverjetne množica kombinacij. Tega znanost ne more slediti, ker tega preveč. Znanost je sama priznala, da ni šans, da bi oni sinergične efekte proučevali, ker ti bi več 100 let testov, da bi vse možne kombinacije preigrali. Zatem bi se spet patentira 5000 novih kemikalij in tako naprej in zadeva nima konca. Paradoks vsega tega je, kako politika ščiti korporacije v tem, da je recimo Evropa sprejela program EHAP, Environmental Health Action Plan, ki se je začel 2004 in končal 2010. No in po tem programu bi ravno sinergične učinke morali preučevati na velikih populacijah ljudi, predvsem, kar se tiče živčnih strupov, reproduktivnih strupov, torej z težavami z razmnoževanjem ljudi, ne s plodnostjo in zrodnostjo. In potem jasno vse degenerativne obolenja povezane s temi koktejli, gibanja teh obolenj, plus jasno tudi alergije pri otrocih, ki so zdaj v velikem porastu. Nič od tega ne vem. Program je bil sprejet, kemična industrija je dala kontra udar, da je združila previdnostno načelo in nekaj program, in so potem dosegli tak gnili kompromis z REACH, kot se imenuje, ki je v bistvu izničil vsa prizadevanja takratne evropske oblasti, ki je vodil Roman Polodin, je pa Margot Wallström, pa komisarka za okolje, ta Švedinja, tudi mati dveh otrok, imela ta ženski čut razvit. No in ta zrušitev tega koncepta evropske kemične biotske varnosti je pa pelala ostane kot doma danes, da nihče ne preučuje teh stvari in ne financira, kar je tragično.
Torej, postali smo cele Evrope in poskusili laboratorij za. Tako, in kako vse to vpliva na zdravje in konec koncev na naš delni zapis? Kakšen vpliv imajo te strupi na človeško življenje in kakšno na naslednje generacije? Ja, veliko eksperimentov je dokazali, da vse hormonski motilci, kar nekaj od teh kemikalij, ki imajo ta značaj, se poškodbe genoma dedujejo po moški liniji. To je presenetilo tudi raziskovalci sami. Avtorica te knjige Our Stolen Future, naša zapravljena prihodnost, ki je šla v Ameriki 1998, Theo Kolbornova, je že takrat, torej kar nekaj let nazaj, ko ta knjiga je šla, ki je pomenila eno veliko revolucijo v svetu, ker je ona opozorila ta problem. Prva na izjemno visokem nivoju, znanstveno je tudi ta knjiga napisana kot neka kombinacija visoke znanosti in popularne branosti, torej napisala je knjigo, ki jo lahko beremo vsi, namenoma. Podobno je knjigi Rachel Kersonove, njena mlad, ki upozorila stopnjivo na pesticide, v 60 letih. No, je že takrat ona napisala, da se naša zapravljena prihodnost lahko že začela, da ni več povratka nazaj. Če danes ugotavljamo, da je neplodnost mladih parov v Sloveniji dosega okrog 60%, torej ne neplodnost kot taka, ampak da imajo težave z oploditvijo prvega otroka, da je vedno večji porast kemičnih intervencij, torej teh terapij, v smislu izboljšanja te rodnosti, so žrtve predvsem ženske, da je število spermijev, recimo zahodnega moškega para v 40 letih za 50%, torej izjemno je oligospermijo. Torej, vsi ti podatki govorijo, da je izjemno prizadet reproduktivni potencial Zahoda, torej ljudi zahodnega sveta in se nam napiše dobro. Zdaj, vprašanje je, koliko je nepovratnih posledic, koliko tega se deduje, nekaj raziskave so narejene, jih je pa vedno premalo. Ali lahko rečemo, da nam najprej strupe, potem pa farmacevtske izdelke za zdravljenje težav zaradi strupov prodajajo ene in iste korporacije istih lastnikov? Je seveda, 5 najmočnejših korporacij s področja agrokemije, torej ti, ki proizvajajo kemična gnojila, ki proizvajajo pesticide, ki imajo nadzor nad semeni tudi in so glavni nosilci patentov za gensko tehnologijo, so obenem vodilni v farmaciji. Vidimo, da je zelo krasen dohodek je na eni isti blagajni, da nas z eno roko kronično zastrupljajo, z drugo roko pa prodajajo še zdravila za lajšanje tegob. Torej, prodajajo strupov služiš in prodajajo zdravil, mislim, krasen čas.